Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, dobrodošli v nocojšnji uri resnice na spletnem portalu Info 360 z naslovom Politična zavezništva ali spopad Janša Golob. Tokrat žal brez Bojana Požarja v voditeljski vlogi, zato pa sta z mano naša stalna komentatorja, dr. Peter Gregorčič in dr. Igor Lukšič. No, Igor, ti še nisi stalni komentator, ampak upamo, da kdaj boš. Ne? Peter, Igor, sem vesel, da sem danes v vajni tako eminentni družbi, namreč vidva sta vsak po svoje, se mi zdi, dala kar en velik doprinos k politični debati ta hip v državi. Peter, ti v bistvu na nek način v tem studiu, ko si prvič razkril, ne, da naj bi prišlo do sestanka Janez Janša, Aleksander Čeferin, kjer naj bi bil sklenjen pakt o nenapadanju v neki določeni gostilni v Grosuplju, ne, kasneje v Ljučah pri Grosuplju, ja, kasneje je prvak SDS rekel, da je ta gostilna že 2 leti zaprta, potem si ti razkril, da gostilna ni zaprta, pa me zdaj zanima, ta debata potem šla še kaj naprej, ker nekako se mi zdi, no, da je to kar pomembna informacija, se pravi potencialen pakt o nenapadanju med Janšo in Čeferinom, pa nisem videl, da bi bilo veliko debate kasneje še o tem. Ja, zadeva je bila taka, se pravi, bila je oddaja ne ta petek, ampak se pravi 2 petka nazaj, ko smo snemali, jaz sem potem po oddaji zvečer letel na Japonsko in na letalu sem si delal klipe, kdaj naredim kakšen klip. In takrat sem prišel na idejo, ne, ker smo tudi komentirali, se pravi odziv Janše na tole, sem pristal na Japonskem in sem prišel na idejo, da v bistvu to se da zelo enostavno preveriti, ta gostilna odprta ali je zaprta, pač ima zelo lepo spletno stran delujočo in nisem šel v gostilne, ki je bila 2 leti zaprta, imela tako ažurno in tako dobro spletno stran, kot jo ima ta gostilna pri Martinet Lučah pri Grosupljem. Na Japonskem nisem imel zakupljenega paketa za klice v Slovenijo, zato sem takoj po pristanku prosil 2 znanca, da preverita in oba sta preverila, ne, da sem imel 2 neodvisna vira in gostilni so rekli, da so odprti, mislim, da zaprti so samo v ponedeljkih in torkih, ampak ta sestanek se je dobil v petek, pri čemer so dodali, ne, da če so pomembni gosti, odprejo tudi v ponedeljek ali torek. Ne. Skratka, bi se lahko Janša in Čeferin tudi v ponedeljek ali pa torek tam dobila? Tam se stala, če bi se seveda želela, pri čemer ne, informacije, ki sem jaz podal javnost in zagotovo drži, ker mi je potrdilo kasneje, me je več virov klicalo in me tudi z leve politične strani in so me spraševali, zakaj sem to dal v javnost. Ne. Sem rekel, zaradi tega, ker drži in ker sem kot komentator dolžan volivke in volivce o tem informirati. Ne. In so tudi oni potrdili, to drži in tista informacija imela še dodaten pristavek, ne, da ste se dobila, ko je bila gostilna, se pravi, predno se je gostilna odprla, približno uro do 1,5 ure. Ne. Zdaj, meni se zdelo to pomembno, da dam na X. Zanimivi so mi odzivi predvsem tega ozkega desnega političnega jedra volivcev, ne. Ti ljudje imajo veliko stopnjo samozanikanja. Ne. Ja, pa kaj, če se je potem dobil, ne. Se jaz nisem nič problematiziral, da se je dobila. Ne. Kar pa je meni sporno v tej zgodbi, je pa sledeče. Po mojem mnenju politik vse, kar ima, je njegova kredibilnost in verodostojnost. In zaradi tega se mi zdi, da politike lahko naredi marsikaj. Lahko se poveže čez spol, lahko dela kar želi praktično, ene stvari pa nikdar ne sme po mojem prepričanju politik narediti in sicer lagati ne sme. Ker ko se nekdo enkrat zlaže, če se je zlagal enkrat, se bo zlagal tudi drugič. Ne? In tukaj zdaj je v mojih očeh kredibilnost Janeza Janše močno padla. Ne? Ker ko se nekdo zlaže, ne da bi trenil z očesom, ne? Potem se postavijo na vprašaj vse njegove izjave in politik, vse, kar ima, je njegova kredibilnost. Jaz rečem, to bom naredil, ne, zavezujem se k temu. In če ta beseda nima nikakršne teže več in če se lažeš, jo izgubiš vsakršno težo, potem dobiš še enega Roberta Goloba in smo že pri današnji oddaji. Ne. Se pravi, imamo 2 pola, ki sta si v nekem kontekstu zelo podobna. Bi poudaril v tem intervjuju, ki ga je imel Bojan Požar, se mi zdela še ena teza zelo zanimiva, ne, ki zelo razkriva nek modus operandi slovenske mainstream politike, tako bom jaz imenoval. Se pravi, imamo mainstream na levi, ne, ki ga poosebljajo ti strici iz ozadja, torej moč, ki je izven institucij, in imamo mainstream na desni, kjer imamo strica iz ozadja in prvo figuro v eni in isti osebi v Janezu Janši. Ne. Naprimer, zanimivo mi je bilo, ne, kako je šel na diskreditacijo Anžeta Logarja, ne, kjer je namigoval, da je on izgubil volitve zato, ne, načrtno, ker so ga podkupili v drugem krogu. Ne. To je sicer rekel zelo spretno, ne, se pravi, tukaj se ni direktno lagal, rekel, govori se, da naj bi ga takrat podkupili, ne, in da potem, ko je Požar vrtel njega, rekel, lej, lahko bi zmagal, ampak ni. Ne. In to je bil njegov zaključek. Skratka, ko gremo na to raven demagogije,
potem začnemo razumeti, če imamo na levi strani tak demagoški pristop in na desni strani tak demagoški pristop, nas ne sme čuditi, ne, da kot država, ne, na vseh lestvicah OECD-ja in vseh teh eminentnih inštitucij, ki merijo neke indekse, ne, tonemo proti zadnjemu mestu, ker v bistvu na ta način nikdar se ne bomo izvili iz tega prostega pada. Ja. Igor, ti si bil dolgo leta aktiven v politiki, kaj ti praviš na to vprašanje, ki ga je načel Peter, kredibilnosti, pa gotovo si imel ti tudi kdaj v tej svoji karieri kak sestanek na štiri oči, ki javnost za njega ni zvedla, če bi mogoče zdaj kakšnega za nazaj izpostavil. Najprej čist, ker se ukvarjam tudi kot politolog s tem razmerjem morala, politika in o tem, o čemer je Peter govoril, se pravi laž, kaj je laž v politiki. Teren morale pa teren politike. Ja, ker to, kar je Peter govoril, je moralna raven in zgubi politik moralno kredibilnost. Politično kredibilnost pa zgubiš takrat, ko ne delaš več v skladu z interesom. Interesom nekoga, ki je ali tvoje volilno telo, ki ga je treba, zdaj pa interes je tudi neka zgodba, ne, ki ni v tem smislu objektivno, se pravi, moj interes je čim više plača, tisti, ki se bo zavzemal za čim više plača, tega bom jaz podpiral. Ne, to ni. Se pravi, ta interes se drugače oblikuje in tako naprej. Ampak skratka, interes je tu kategorija, ki jo je treba slediti. In Janša, ne, je tu zavezan interesu svoje baze, ki ga redi in oblikuje, ne, ta interes, in tega interesa nikoli ne bo obšel in izdal. In k temu interesu spada tudi to, kako se on obnaša. Se pravi, tudi moralna nepokorščina nekaterim načelom, tudi laži, ne v tem smislu, kot si ti govoril, se pravi, govorjenje neresnice, recimo, če je laž pretežka beseda, ne? Se pravi, nekaj, kar se ne sklada z dejstvi, ali pa s tem, kar si ti ugotovil, kar recimo drži, on pravi, ne, to ne drži. Njegovo volilno telo hoče imeti tazga voditelja. In če bi Janša ne delal to vrstnih prekrškov, potem ga to volilno telo ne bi respektiralo in ne bi ga, ne, podobno recimo s Trumpom ali z vrsto voditelji. Recimo Pahor je bil čisto drugačen. Ne? On se je že naprej upravičil in potem upravičil v zmeri, če je samo zaznal, da kdo misli, da mogoče nekaj ne bi smelo biti tako, kot je on rekel. Ne? Tako da to je neverjetno. Ne? Tako da to, kar je Peter govoril, seveda drži in je pomemben fakt, ampak se mi zdi, da pri Janši to spada zraven. Ne? On se mora tako obnašati, da ga ta volilno telo respektira, ker on mora biti potem napaden tudi od takih, kot si ti, pa reči, ne, ti praviš, Janša laže, jaz mu ne morem več zaupati. To šele krepi potem to politično in daje konsistentnost njegovemu političnemu telesu. Ker reče, ja, tudi Peter Gregorčič ga napada in govori, da laže, ampak mi vemo, ne, da Janez Janša je pa res veliko izzivov je bilo takih, ne, Peter, tudi ti. Ne, ne ampak lej, Igor, tle se strinjam s tabo, ampak delno bi pa imel ločno mnenje, vsaj moj pogled, zdaj, jaz sem se veliko zdaj v zadnjem času to poglabljal, ker bi si res želel, sem v najbolj produktivnih svojih letih, sem star 45 let, ne. In nekako se mi zdi, se pravi, lej, stališča človeštva, evolucija vse poštima. Ne? Se pravi, vse zablode, evolucija prej ali slej spuca. Tudi recimo neko volk ideologijo bo evolucija ščistila, ne? Stališča človeštva govorim. Stališča posameznika pa moramo vedeti, da naša življenjska doba omejena na tistih 80 let, od tega 40 produktivnih. In če tisto okno, ne, evolucija pa ni to hitra. Ne? In zaradi tega sem veliko razmišljal in to. In zdaj recimo, jaz Janeza Janše in SDS-a dolgo časa nisem razumel, ne? Ker se mi zdela kakšna njegova poteza, recimo pregroba, če bi želel resnično vladati. In kdaj sem ga začel razumeti? Sem ga začel takrat, ko sem gotov, da njegov cilj ni vladati. Njegov cilj je imeti monopol na desnem političnem polu, ne? Imeti, če govorimo, zdaj ti si tudi podjetnik, ne? Recimo ti delaš za neko podjetje in jaz sem prepričan, če bi vaše podjetje, ne, imelo 25% tržni delež na področju robotov, po mojem bi bili vsi srečni, se strinjaš? In ne bi želeli ničesar spremeniti. Ne? In ko sem začel Janeza Janšo razumeti, in tukaj je ta moj, nekdo mi je namignil, glej SDS DO, ne? Kot se pravi, poslovni subjekt, ki mu je cilj imeti 25% tržni delež, ne, se pravi delež političnega prostora, 25% delnic. S tem ti lepo obvladuješ politični prostor, si zagotavljaš tisto svojo
tudi ugled, tudi položaj v družbi, da nekaj odločaš, ne, je to super. Ne. In ko sem zgovoril z enim od ministrov njegove zadnje vlade, ki je prišel iz levega pola, mi je rekel, da me tu Janez Janša potrdil, tako mi je ta dejal. Ne. In dejal je sledeče, da mu Janez Janša rekel, glej, jaz bi lahko imel 34% Cerarjevih 34%, ampak tu je mogel delati potem na tak način, ne, da bi ti ljudje bili potem fluidni, ker jih ne bi za nekim ideološkim sidrom fiksiral nas, ne, in bi teh 34% danes jih imel, jutri bi se pa morda mogel posloviti iz politike, tu pa njegov cilj ni. Ne. In zato je meni, ne, tako mi je ta pripovedoval, da mu Janša rekel, ne, več vrednih teh 25%, ki jih jaz za neko bolj radikalno metodologijo držim skupaj. In kje zdaj pa pridemo od tega, da v bistvu ne dostavlja svojo volilno teleso, ne? Ker temu volilno telesu pa vedno obljublja zmago. Namreč on je imel izjemno veliko težavo, lahko prijem kasneje do tega, po zadnjih volitvah, po porazu, ko je izgubil še referendume, so mene ljudje, ki so najožje jedro, ne bom jih imenoval SDS-a, klicali in so mi rekli, glej Peter, ti veš, da sem jaz Janeza vedno podpiral, točno tako so rekli, ne Janšo, Janeza, toliko blizu samo, ne, ampak zdaj ne bo šlo več naprej, ne. Zato, ker on more njih nagovarjati za zmago, dela pa ne vedno tako, da bi imel oblast, ne. Skratka, tukaj ima on res korak, ki ga pa zna, tu pa moramo čestitati, zelo dobro naslavljati in zavijati v neke svoje politične, populistične puhlice, ne? Kot je izpeljal recimo tlele pri požarju, ne? Več odgovorov se je zvil zelo tako, če si šel zelo secirati, so zelo hecni, ne? Ampak to poprečen volivec gleda to zelo površinsko, gleda zelo čustveno, Janez Janša je edini, ki lahko vodi državo, najsposobnejši voditelj, seveda mu bomo potem zaupali, ne? Preko ga Požar vprašal, če ni problem, da že 10. mandat predsednik, je rekel, da to ne bi problem, ne? Če bi on bil na oblasti, ker pa ni na oblasti, pa je problem. Če bi bil neki drugi oddaji in bi ga vprašali, ne? Kako je lahko on 10 mandatov, če je izgubil toliko volitev, bi rekel, ne. Nobenih volitev mi nismo izgubili, ne, vedno smo bili prvi, vedno smo bili to pa to. Skratka, to je stvar te interpretacije, ne? In težava tega, ni težava, jaz se zdaj ne sprašujem stališča tudi kot komentator katerega koli volilnega telesa, katerekoli politične stranke, ampak se sprašujem stališča države, ne? In objektivno kot država, ne, tonemo. To pač kaže vsi kazalci in moja teza je, da tonemo zaradi tega, ker imamo bipolarnost, ne? Ker imamo na eni strani eno črno luknjo, ki jo na desnem političnem polu nekako poseblja Janez Janša, in drugo črno luknjo, ki je na levem političnem polu poseblja Milan Kučan, ne, in kot je lepo zapisal Matej Avbelj, ne, v eni od kolumn za Finance, je rekel, da je šel vprašati ChatGPT in kot fizik lahko potrdim, da bo ChatGPT prav odgovoril, kaj je to črna luknja. Črna luknja je področje, kjer zakoni fizike, se pravi, klasične fizike ne veljajo več. Se pravi, ko greš ti čez dogodkovni horizont, ne, tam Newtonova fizika, ne, ti 3 Newtonovi zakoni, ki vsi znamo z fizike, ne veljajo več, ki sem šel malo tole gledati, recimo tretji Newtonov zakon delno velja. Kaj je tretji Newtonov zakon? Ne? Tretji Newtonov zakon je zakon tako imenovane akcije-reakcije. Se pravi, če eno telo deluje na drugo telo z neko silo, deluje to telo na prvo telo z enako, a nasprotno smerno silo. Ne? Se pravi, če je s tebi izzval, se ti meni odzval. Ne? V črni luknji je gravitacija tako velika, ne, da tudi interakcije med telesi so izkrivljene, ne? In točno do tega prihajamo v našem političnem prostoru, ne? Do izkrivljenih interakcij med posameznimi političnimi deležniki. Se mogoče pa naša prednost v tem, veš, da se da slovensko politiko razumeti samo skozi kvantno teorijo. Ne? In zato je v bistvu skoraj noben ne razume. Na višjem nivoju, ne newtonsko fiziko. Funkcionira pa, ne. Si ti imel, Igor, kakšen tak sestanek, recimo, ne vem, pač, če ti malo pomagam, da boš videl, na kaj cikam s kakim višjim predstavnikom Rimokatoliške cerkve, recimo, v Sloveniji. To se mi zdi ena taka zanimiva politična dogodivščina, ko sta oba prišla v bistvu na sestanek presenečena na tem, kdo je sogovornik, ne. Ja, jaz sem bil kot predstavnik vlade poslan na ta sestanek, ko je bil nadškof gospod Stres. Zdaj oba sva že upokojena v vsaki svojih vlog. Ja, se zato lahko o tem govorimo. Tako lahko o tem govorimo, ne, in sva se dobila na neki lokaciji, ki je bil teren Rimokatoliške cerkve, pa ni bila cerkev zaprta za javnost, ker ni noben mogel videti. No in sva se pogovarjala o teh razmerah med državo in cerkvijo. Ja, takrat je bilo to načeloma bolj nestabilno kot danes. Ne? Ja, pa tudi recimo, da se Rimokatoliška cerkev bala malo, zdaj so bivši komunisti prišli na vlast, kaj se bo zgodilo, in jaz kot ta glavni ideolog sem bil tudi zato poslan, da jim povem, da ne žeremo ljudi, oziroma še malo pretiravam. No, skratka, pogovarjali so se o tem, kaj bi se dalo narediti v naslednjih korakih z njihove in z naše strani, se pravi strani vlade, ki je bila socialdemokratska prvič, ne, v osamosvojitvi, da bi šli Slovenija skupaj v tem smislu, ko je tudi Peter govoril, ne,
da bi ta razkorak nekako zmanjšali, pa se nekako skupaj obvladovali, da ne bi povečevali te tenzije, ampak da bi začeli dosegati sinergije. In smo se takrat dogovorili za nekaj korakov, neverjetno. Najprej je bilo zanimivo to, ko sva rekla, če bi moji vedeli, da sem tle z vami, bi me jutri verjetno umaknili ali pa pospravili, recimo. In verjetno na vaši strani podobno. Vedeli, da se vi dobivate s to stranjo. In so se potem na ta račun smejala, da se morata dva, se pravi nekdo, ki zastopa vlado in nekdo, ki zastopa Rimokatoliško cerkev, na tajni lokaciji dobivati glede ključnih stvari, ki so v državi. Se pravi, te strateških. No, midva so se dobro pogovorila glede nekaterih potez. Žal so njega umaknili prezgodaj, da bi lahko cerkev začela vleči poteze tudi, ki bi bile v to smer bolj, kot jih je vlekla do zdaj. Medtem ko Pahor je pa takrat šel na tisto slovesnost na mest predsednika države. Oni niso hoteli videti predsednika države tam na tistem mestu in so hoteli videti predsednika vlade, kar je bilo izjema in so se mnogi spraševali, zakaj, zato se je to zgodilo. In to je bila prva poteza. Drugo bi naredila Rimokatoliška cerkev, pa če ni mogla narediti, ker so ga umaknili. Kar je bila velika škoda, če me ne vprašaš. Od takrat naprej se na tej strateški ravni, se mi zdi, vlada, Rimokatoliška cerkev niso več pogovarjali. To pa je pomembna stvar, ker mi smo z eno roko, se pravi Evropa, je še zmeraj z eno roko in nogo v fevdalnem sistemu in mi bi mogli počasi plezati iz tega ven, tudi s tem, da se z Rimokatoliško cerkvijo pogovarjamo, se pravi tudi z Vatikanom. Vloga Vatikana je velika še zmeraj ravno zaradi tega, ker je to vlogo dobil v fevdalizmu in bi morali iz tega gledati, kaj se da narediti. Peter, če gremo zdaj na ta politična zavezništva, ki so recimo malo bolj aktualna v zadnjem času, vidimo tu neke združitve ali pa vsaj predvolilne, verjetno so to predvolilne koalicije strank, imamo pač primer Vesna Levica, potem Logarjevi demokrati zdaj priključujejo neke ostanke nekih prejšnjih predvolilnih koalicij in tako naprej, pač konkretno, pa verjetno iz tega bi lahko šli tudi na Povežimo Slovenijo. Kako ti gledaš na to, kar se zdaj dogaja? Je to zdaj v bistvu že neka prednapoved, neko ogrevanje, če govorimo o terminih Formula 1, ogrevanje pred tisto glavno dirko, ali so vendarle to neki še ne tako, bi rekel, tik pred zdajci procesi, ki zdaj potekajo? Jaz mislim, da gre tukaj za postavljanje ladij. Se pravi, treba vedeti, kje so naše ladje in mislim, da gre recimo, zdaj si omenil, 2 združevanja se zgodili v zadnjem tednu, oziroma ki se bosta zgodila v prihodnosti, bile so dogovorjeni. Se pravi, obe sta v nekem, se pravi, eno po mojem je, sicer obstajata 2 možnosti v funkciji česa. Ena možnost, se pravi, govorim o Levici pa Vesni. Je zelo verjetno, da gre za utrjevanje, se pravi, trenutnega koncepta bipolarne Slovenije. Se pravi, to pomeni, zdaj očitno je, tudi kot je Milan Kučan, kar je še zanimivo, ko je prišel v Marcelo, to, kar 3 ključne figure trenutno politično v Sloveniji govorijo isti jezik. Janez Janša pri Bojanu Požarju je rekel, Slovenija bi rabila 3 do 4 mandate večinskega volilnega sistema in s tem, ko on konsolidira desni prostor, v bistvu vzpostavlja večinski volilni sistem v proporcionalnem volilnem sistemu. Robert Golob je rekel, da se mora cel lev politični prostor združiti, da prepreči na oblast desnemu populizmu v obliki Janeza Janše, se pravi, spet konsolidira lev politični prostor, ustvarja drugi pol, se pravi večinski politični sistem v proporcionalnem političnem sistemu in potem pride Milan Kučan kot stric iz ozadja levega političnega pola, ki podpre Goloba in reče pri Marcelu, da on ne razume, kaj je to levo, desno, pa še neka sredina, leva, sredina, desna sredina, da vedno je bilo in more biti levo in desno. 2 pola. Skratka, to je njihov cilj in zdaj jaz mislim, da glede na to, da so predstavniki Vesne govorili, so bili na sestanku z Golobom, da je to vseeno projekt Goloba, ker v proporcionalnem sistemu, če hočeš konsolidirati, trabaš neke satelite, ki ti prenesajo volivce do 46 in da gre tukaj za dvoje. Najprej za podporo Robertu Golobu kot v misli glasov in drugič, da se vestno zaklene Vladimirju Prebiliču.
Zdaj, ko gremo pa na Logarja, pa tudi na Prebiliča, ne, pa po mojem, da gre tukaj za tako imenovani tretji politični blok, ki ga, bili so prepiri, kdo je to prvi postavil v javnost, mene je profesor Avbel obozoril, njegova kolumna iz avgusta lani je imela naslov tretji politični blok, ne, in gre tukaj po mojem v delu tega, ne, gre tukaj za to srednjo generacijo, torej nekje moja generacija plus minus 5 let, to smo ljudje, ki smo v aktivni dobi življenja, smo prišli nekako do tega, da gledaj, nam se aktivno življenje izteka. Ne. A res želimo se mi upokojiti v državi, ki ne bomo mogli nič dati, ker ta država zaklenjena, ne, in ki gre za to, ne, da bo poskušal ta blok, po mojem mnenju, kot vidim, kot opazovalec, kot komentator, ne, izkoristiti ta dva pola, ki sta sicer hotela ohraniti pozicije, ampak sta se zaklenila levo-desno in ste naredila neko širino, ne, to širino, da bo pokazali neko tretjo pot, ki bo rekla, glej, oni se ukvarjajo z tem, kdo bo šef na levem polu, kdo na desnem polu, Kučan pravi, samo ta dva pola so mogoča, ne. Mi bomo pa probali naslavljati razvojna vprašanja Slovenije. Ne. In tudi sam osebno vedno bolj sem prepričan, da je bilo za Slovenijo najboljše, ne, da bi v naslednjem mandatu v opozicijo spravili tako Janšo kot Goloba. Ne. S tem bi dve črni luknji, pri katerih fizikalni zakoni ne veljajo, ne, imeli v opoziciji, tam naj se grejo svojo kvantno fiziko, ne. V koaliciji pa bi imeli nekaj, kar bi Slovenijo peljalo naprej. In še, ko smo v črne luknje, še ena zadeva je zanimiva, ne, Kostina dogodkov na horizontu, to je tam področje, preko katerega ni več povratka, tudi svetloba ni dovolj hitra, da bi ušla takemu planetu, ne. Opazovalec tam, ne, vidi, ne, da je čas znotraj črne luknje močno upočasnjen. In tudi v naši Sloveniji je čas merjeno v stopnjah razvoja postal močno upočasnjen. Ko smo se mi osamosvojili, smo bili razvojni biser bivše Jugoslavije, ne? Zdaj nas po levi in desni prehitevajo praktično vse naše bivše republike, zato ker je zaradi tega močnega gravitacijskega polja, ne, naš razvojni čas močno upočasnjen. Zdaj, če navežem na to, kar je Peter govori zdaj za svojo generacijo, to je bilo pred 20 leti za mojo generacijo ista zgodba, ne, Drnovšek oziroma LDS na eni strani, na drugi strani Janša, oziroma takrat je bila še rimokatoliška cerkev, recimo z Rodetom, močnejši glasnogovornik, zastopnik kakor drugega pola. In podobna situacija. In tekst, ki ga ti govoriš, je bil tudi moj tekst, samo v čem je razlika. Mi smo imeli takrat podporo v svetu. Mi smo imeli tretjo pot, ki jo je gradil Clinton, ne, ko je plezal iz neoliberalizma. Mi smo imeli tretjo pot, ki jo je potem gradil Blair in potem Schroeder. To je bilo vse v 90-ih letih, se pravi v drugi polovici 90-ih let Schroeder in Blair. In mi smo pa tudi začeli govoriti, oziroma Pahor o tretji poti, jaz sem potem razlagal, zakaj je to dobro. Ampak občutek je bil podoben kot je zdaj. Ne? Zaklenjena situacija in ko si projiciral za naprej, si rekel 20 let, Madonna, bomo res ujetniki cel čas enega prepira, ki ne rojeva sadov. In takrat smo začeli s to tretjo potjo, tudi zato, da smo splezali iz te zgodbe, ker takrat je bila še ta, ne? Ali je samoupravni socializem še možen in ga je treba braniti, ne? Ali je to tempi passati, skratka, nova situacija, čakajte tle, ne razume ene situacije. No in ta zgodba je pripeljala potem na konc do vlade Boruta Pahorja in recimo tretja pot je potem šla v pozabo. Ne toliko zaradi Slovenije, ker mi smo prešipki, da bi se šli to, ne? Ampak zaradi tega, ker je v svetu se ta možnost na nek način izgubila. In tisto, kar je razlika danes, je ta bipolarnost sveta se zaostruje, ne? In te vojne so še hujša stvar. Ne? In te vojne še bolj bipolarizirajo tudi Slovenijo. Tako da je možnost za to, za kar se Peter, ti zavzemaš, ne, zdaj v tem momentu, je možnost po moje še manjša, prostor je še bolj zožen. Se pravi, eni in drugi imajo na nek način večjo podporo v mednarodni situaciji, vse te, ki si jih naštel, kot recimo ti za to svojo pozicijo, ali pa tudi jaz bi se zavzemal za to, da se gre za v eno to bolj recimo normalno zgodbo, kjer lahko vsi sodelujemo, pa to ne pomeni, a veste, šibkost. Meni so tudi zmeraj učitelj, kakor reveč, če se ti lahko pogovarjaš in z Janšo in s Kučanom, to je zaradi tega, ker si šibek oziroma en in drug te bo manipuliral oziroma te manipulira. Ne razumeš, en in drug te ima v lasti. Če si ti dosti močan, ti lahko sodeluješ z enimi in z drugimi in s tretjimi in tu ni nobene ovire. Če si pa šibek, ne, potem pa ti ne moreš
Ne, eno so blazno sledili, ker Janši ni roko dala. Ne, on ni roko dala zaradi tega, ker je bila šipka, ne zaradi tega, ker je močna. Jaz lahko Janša objamem, nimam problema z njim, ker Janez Janša je persona. To, kar predstavlja v politiki, je pa nekaj drugega in s tem, ki predstavlja v politiki, s tem jaz sodelujem, se pravi s temi 20-25%, ne glede na to, da jaz tega nikoli ne bom volil in se ne bom tja v vrsto postavil. In ko je to jasno, potem ti lahko sodeluješ. Ja. Če mogoče tu nadaljujemo zdaj, ker sem rekel uvodoma, da sta oba dala nek doprinos ali pa razburkala to politično javnost domačo, ti po moje, Igor, sto svojo oceno, da Golob na tej tranzicijski levici, tem anti-Janša taboru, nima alternative, da se je to zdaj na nek način videlo, tudi Kučan je zdaj na nek način v tem zadnjem intervjuju nekako saj odložil to podelitev licence Vladimirju Prebiliču za novi obraz. Ti si to že kar nekaj časa ponavljal, Igor, ne? Zakaj Golob nima alternative, če mogoče zdaj še našim gledalcem še enkrat razložiš? A je to zaradi tega, ker ima to hegemonsko pozicijo znotraj bloka, o čemer je tudi Peter govoril, ali so kakšne druge okoliščine, ki k temu recimo prispevajo? Ker do zdaj se je zmerom iskalo nekega novega tega, ki bo izval Janšo na naslednjih volitvah. Jaz mislim, da je on, kakorkoli zdaj, ampak ta njegova ekipa pametno delovala. Mislim, pametno zato, da je brez alternative. Ugotovo je, ali pa skratka obnaša se tako, da glede zunanjih najmočnejših faktorjev, se pravi, če pogledamo Združene države Amerike in Nemčija, teh dveh nikoli ni razočaral. Se pravi, ko gre za ključne odločitve Slovenije, teh ni razočaral. Pri Gazi sicer je Slovenija malo zasolirala, ampak to so mu oprostili, ker je to bila taktična poteza vezana na evropske volitve in Slovenija je itak tako nepomemben faktor, da so celo Izrael je potem, ko je potekel mandat veleposlaniku, imenoval novega veleposlanika, niti na radarju nas nimajo zaenkrat še, da mi delamo kaj proti njihovim interesom. Ja. Glede ključnih zadev, se pravi, kako iti recimo s podpiranjem NATO, kako se obnašati v eni ali drugi vojni, Slovenija to ni naredila nobene napake v tem smislu. Kam investirati ta denar, ki naj bi ga dal za obrambo, zgleda, da ga bomo tudi v takšnem deležu, kot se pričakuje, v recimo temu mednarodni skupnosti, oziroma teh glavnih akterjih, da ga bomo tudi v tem deležu tja dali. To je pa itak zelo nepomembno. Prej smo se pogovarjali, kaj je pravzaprav interes in kako se gradi. To, kar Golobu kar naprej očitajo in kar drži, se pravi reforme od nobene nič, celo Kučano to moti, da se temu reče reforma, kar oni o čemer govorijo, da so neke spremembice uvedli, ki niso niti strateške narave, kakorkoli, ampak tisto, kar jim je uspelo, je, da uspejo ta cel svoj blok prepričati, da to je res super stvar. Da so ljudje začeli celo ponavljati, da je to pa tako dobro, da je to pa reforma, ki seže v globino in bomo vsi nekaj od tega imeli ali pa imamo. In se ljudje tako obnašajo, ne da verjamejo, ampak obnašajo se v skladu s tem. Se pravi, ni nobene alternative, ki bi se gradila. Izskakujejo posamezniki v dnevnih oddajah, s Twitterji in tako naprej, ampak ni pa nobene podporne sile. Se pravi, celotna kapitalska struktura, se pravi, tisti, ki bi moral plačevati neko alternativo, jo ne plačuje. Tisti, ki recimo je poskušal graditi Vladimirja Prebiliča, ga ni gradil kot alternativo, ampak ga je gradil samo kot neko spodkopavanje ali pa tako brenkanje po živcu Goloba, ne kot resno alternativo. In zgleda, da te sile enostavno ne v mednarodnem prostoru, ne v Sloveniji ni. Govorimo o mednarodnem prostoru, so bili enkrat ljudje, takrat, ko sem jezdil predsednik stranke, ko so prišli recimo s 3 milijoni in so ponujali nekomu, tle imaš 3 milijone, ustanovi levo stranko in mi te bomo pa financirali. 3 milijona tank na račun. In kaj so hoteli? Samo vpliv na odločitve glede razprodaje slovenskega premoženja. In to recimo v Srbiji množično funkcionira,
Tle v Sloveniji zaenkrat zgleda tazga ni. Če se bo pojavil, ga bomo lahko videli ne, v take drugačni obliki, ampak zaenkrat mednarodni strukture so potešene. Kako ti vidiš to dinamiko? Če smem, najprej to, da nima alternative, to je njegovo sporočilo. In to je isto kot pri Janši. Njunem interesu je, da sporoče volivcem ni alternative, ker potem pobere tudi tiste volivce, ki jih nima najraje, so pa politično na enem ali drugem polno reče, itak nima alternative, ne bom vrgel stran glasu. Jaz pa sam mislim, da ima alternativo. Zdaj najprej glede Kučana. Jaz mislim, da to zadevo je v eni od nedavnih oddaj najboljš pojasnil tukajšnji stalni komentator Miran Videtič. Treba je vedeti, da Kučana da Goloba zelo močno podpira Zoran Janković, ki je vse kaže na to, se pravi nek proksi do oziroma srpskega sveta do Slovenije. Se pravi, ki omogoča srpskemu svetu, tistemu svetu, ki si ga ne želimo, srpskemu narodu, ampak temu, ki ga predstavlja tudi Vučić, ki ga je Janković tudi aktivno podprl, se pravi, biznisiranje v slovenskem svetu in mogoče še tudi kaj več, tudi do kriminalnih omrežij. In zdaj izgleda, da je Kučan podprl Goloba zato, ker ga z nečim držijo. Ta razlaga, recimo, moramo vedeti, da arhivi UDBE so bili v Sloveniji uničeni, v Beogradu pa še vedno obstajajo. In zdaj, kaj v teh arhivih piše, ne vem. Meni sem spraševal ljudi, kaj bi tu lahko bilo, ker zdaj, da je bil on član UDBE, karkoli tu vsi vemo. Je rekel, ne, mogoče dal koga likvidirati. In tukaj bi odprlo neke zgodbe in se ti ljudi tega bojijo. Tako da to zgodbo bi jaz razumel bistveno širše, kar se tiče zgodbe Goloba. Zdaj pa bi jaz še eno stvar, jaz imam pa eno osebno izkušnjo tega, super si jih prej govoril glede multilateralnega sveta, ki se spreminja v multipolaren, in tudi nekdo, s katerim sva govorila, rekel, glej, mi bi mogli v Sloveniji poslati tu v opozicijo, kar je lih kontra, kar se dogaja v svetu. Mi bi mogli iz bipolarnega sveta slovenskega iti v multilateralen svet v Sloveniji, če bi hoteli to državo premakniti. Ampak druge države imajo rešene neke zgodbe, recimo glede pravosodja in glede vsega tega. Zdaj slišam, naprimer, sodni svet je vrhunsko začel upravljati svojo funkcijo, je tik pred tem, da razreši 2 predsednika sodišč, Pogačnika pa Vrhovnega sodišča. In zdaj nekje sem slišal, da naj bi vlada pripravila zakon, kjer bo to vlogo sodnemu svetu zaradi tega odvzela, da bo držala kontinuiteto. To je cena tega, da imamo mi 2 črni luknji, ki vsaka na svojem področju iščeta neke nevralgične točke tega naroda. Ampak jaz sem zaposlen na fakulteti za strojništvo, kjer smo to imeli do nekje dobrih 10 let nazaj. Takrat smo imeli profesorje, katerih glavni namen, večina, vedno so izjeme, je bil, da imajo tako imenovano vogalno pisarno, to je bila največja pisarna na koncu hodnikov, pa parkirišče od 1 do 10. In potem se je zgodila takrat je bila to moja zdaj, se pravi, mojih let generacija profesorjev, takrat je akademski zbor dajal soglasje z dekana, volil ga je pa senat. In takrat, ko je Jože Duhovnik, zadnji predstavnik te starejše generacije, kandidiral, ko se je podaljšal, spremenil si je pravilnike tako, da je lahko vlekel svoj mandat iz 2 na neomejeno, in ko je šel, mislim, da v 3. ali 4. mandat, takrat se je začelo na tej fakulteti vrenje. Takrat so nas ustavljali ti mlajši profesorji, ti, ki z volilno pravico na hodniku, koga boš volil, in mi smo se hecali, gremo šefu ponudila. Moj šef je bil pa tipični predstavnik starejše generacije, točno tak je bilo pomembno, da je šef na vasi v svetu pa praktično nepoznan. In so rekli, ne se hecati, gre za res. In takrat smo mi, Duhovniku, nismo podelili 50% in ni prišel na senat in takrat je tale režim padel. Potem je pa prišel še ZUJF, in preko ZUJF-a smo mi te stare kadre spravili v penzijo in fakulteta se je razvila do te mere, da smo mi zdaj ena najboljših fakultet v Sloveniji in sicer bi pač mi propadli. Ampak tu se je zgodilo, zato ker smo se mi zavedali, ta srednja generacija, aktivna generacija, da ne glede, da če smo mi del Univerze v Ljubljani, naš uspeh je odvisen od nas samih. Mi bomo mogli dati neki inputa in to je tisto, kar moramo mi sporočiti Sloveniji, Slovencem. Od vas je uspeh odvisen. Se pravi, tvojega truda je odvisno, kako daleč boš šel. Je pa tu zelo težko v državi, kjer je tvoj uspeh odvisen od tebe sam v 33%.
Namreč 67%, če imaš malo više dohodke, ti pobere država, ne? Torej tvoj uspeh definira tvoj trud samo 33% in potem seveda, potem je boljše, da prepustimo 2 poloma, ki nas vodijo naprej. In jaz mislim, ne, da ta alternativa, ki se zdaj postavlja, ima možnost. Ne? Ima možnost, da to prebije, ne glede na dogajanje v svetu. Ne? Ker ni to tako direktno povezano. Ne? In dejstvo je, da pač zdaj očitno smo prišli do neke točke, ko se nam tudi standard bo začel slabšati. Ne? Se pravi, število stečajev se nam povečuje, ne? In to je pravi trenutek, ne? Da neka tretja pot rata game changer. Ne? Kot se zdi to nemogoče, ne? Ampak glej, tudi takrat se je zdelo nemogoče, da bi duhovnik ne bil večno dekan, ne? Pa se je zadeva pač spremenila na glavo. Ne? Pač v življenju so ta presenečenja možna, mora pa, ne, celotna tista masa, ki se to tiče, delati v tej smeri in se truditi za to. Ne? In ko sem jaz to premeševal, sem rekel, glej, pa ne glede, kaj mislimo o kakšnem politiku komorkoli, generacijsko sem zavezan svoji generaciji. Ne? Ker mi smo tisti, ki nas resnično skrbi prihodnost Slovenije. Le nekdo, ki ima 70 let, njega zanima samo še 10 let prihodnosti Slovenije. Ne? Mene, ne, pa mora zanimati še mojih naslednjih 30 let, koliko bom jaz mogel še delati in ustvarjati državi. Zato jaz moram razmišljati drugače, kot razmišlja stara generacija. In če bi se takrat na fakulteti za strojništvo postavil na napačno generacijo in videl, kje bi mi takrat ostali, ne, mi bi bili zdaj fakulteta praktično potopljeni, zdaj smo pa po vseh kazalnikih, finančnem, znanstvenem, mednarodno udejstvovalnem, med najboljšimi fakultetami v Sloveniji. Ne. Ampak to je samo zaradi tega, ker smo uspeli najti to tretjo pot, ne, ker smo rekli, mi gremo na meritokracijo. Ne. Mi gremo na meritokracijo. Štejejo rezultati, ne šteje, ali imaš ti vogalno pisarno, ali pač nimaš. Ne. Ja, problem je pri državi to, ne, da ko ti začneš boljš funkcionirati, tile mednarodni finančni krogi izstavijo račun. Ne. Nam so ga izstavili recimo po krizi 13-14, ko so rekli, da je bančna luknja 5 milijard. Ne, in takrat se spomnim, sem bil edini ali pa eden redkih, ki je to prej sprašval in sem gledal, to je nemogoče. Zdaj sem se pogovarjal z nekaterimi bankirji, jasno, da je šlo to za neko, kot bi lahko rekli, odkrito mednarodno krajo. Ne. In še banke so nam pobrali potem tako naprej. In predsednica vlade takrat, skupaj s finančnim ministrom, sta pač takrat pokliknila. 5 milijard. Zdaj, a je imela Slovenija možnost, tudi če ne bi imela recimo teh kadrov, ki niso bili vešči posla, sposobna takrat se obraniti pred tem navalom, ne? Se pravi, ali trojka, ali 5 milijard. Jaz mislim, da ne. Mi enostavno nismo ekipirani politično za to. Potem je problem tudi teh kreditov, ki nam jih nabijajo, oziroma obresti na kredite. Ne. Se pravi, tu imamo ene velike težave, ker nimamo pravih zaveznikov. Zdaj pa kako pa zgraditi prave zaveznike, recimo za to pozicijo, da ti lahko tudi uspeš s to, recimo, tretjo potjo, da to, kar narod naredi, da potem tudi večji del tega zadrži. Ne vse, jasno, ampak večji del. To je pravzaprav ključno vprašanje zame. Ne. Ko sem začel postavljati vprašanja prodaje premoženja, ne, da se to ustavi, vprašanje davčnih oaz, ne, tam zgine 2013 je zginilo tam koliko 3000 milijard evropskega denarja. Če bi mi te davčne oaze, kako bi, če bi Evropa recimo začela s temi zadevami? Svet, ne, predsedniki vlad o tem niso razpravljali. Parlament je pa o tem sprejel neko stališče, ne, Evropski parlament. In od takrat naprej vprašanje davčnih oaz ni tema, je prepovedana tema in ljudje, ki so se za to zavzemali, recimo Šulc, takratni predsednik in kandidat za predsednika komisije, ga ni več v politiki. Ne. In še marsikoga ni več v politiki od tistih, ki smo se za to zavzemali. O tem govorim, ne? Ko govorim o tem, koliko smo mi odvisni. Če smem sam, ne? Ampak ta bančna luknja, ne, je bila posledica naše nedelujoče države. Jaz sem poznal bančne luknje niso in je relevantno. Že, ampak zakaj, kako smo skopali bančno luknjo? Jaz sem poznal enega bankirja, ne, ki mi je pojasnil sedeče, rekel, v bankah, ne, v bistvu banke so bile bankomat za določene interesne skupine. In mi je povedal, kako so to delali. Ja, iskali so izjemno ambiciozne, nesposobne ljudi,
ki jim bilo pomembno, da so prišli do funkcije in tem ljudem so dali za podpisovati neke zadeve. Naprimer, nekdo je mogel podpisati, ne, da se strinja z investicijo 50 milijonov gradnje hotela v Rusiji, pri čemer, pazi, 10% investicije je bilo v finančnem planu se povrnilo s fotokopiranjem, vsak mu jasno. Ne. Zdaj pa Dajka še ni hotel podpisati, pa so ga poslali na kakšno službo na pot, mi je rekel, ne, pa so tam prišle kakšne mične gospodične v sobo, ne, in potem je prišel ta do svojih nadrejenih, rekel, veš, žena ne bi, da bi zvedla to. Ne. Vse, kar sej ne bo zvedla žena, ti sam podpiš. Ne. Skratka, hočem reči, ampak tu je tipičen svet, ne, v katerem, se pravi, jaz se borim za to, da mi to ukinemo. Če imaš ti meritokracijo, ne, taki ljudje nikdar ne morejo priti do teh podpisov nekompetentni. Ne. In še eno stvar bi se prej navezal, si rekel, zelo všeč mi bilo si izpostavil, ko si se pogovarjal na levo in desno, so ti rekli, da si šibeka. Ne. To je tipična manipulacija tistih, ki želijo obdržati vzvode moči v svojih rokah, se ne bi nič spremenilo. Ne. Vse, kar ni njim pogodu, je bodi si šibko, bodi si škodljivo, ne? Ker jaz se s tabo strinjam, samo močan, ne? Človek se pogovarja na obe strani in šibki so bili oni, ki so to govorili, ker s tem, ko bi si pogovarjal z obema stranema, ne? Mogoče ne bi rabo več ne ene, ne druge strani. Ne? Njihov ključni interes je pa, da si ti pod bodi si enim ali drugim krilom, ker s tem imajo moč. Ne? In zdaj, če gledamo, kaj je rekel Milan Kučan, ne? Je rekel, da levica nima problem tega, da bi se ideološko posodobila. Problem ima osebnih ambicij, ne? Ker če ima nekdo, recimo Preblič, osebno ambicijo iti izpod krila tega centra moči, ne? Dela proti državi, ne? Se pravi, je škodljiv. Ne? In pa isto govori Janez Janša na desni strani, pravi, ne? Anže Logar, ne? Je pač škodljiv, ker je imel osebno ambicijo, se je prodal levemu polu in zaradi tega ni zmagal predsedniških volitev, ne? Je rekel, ampak namesto na zmago je šel na nekaj velikega. Ne? Skratka, ti, ki obvladujejo tako javno mnenje, na desnem imaš pač tistih nekaj desnih medijev, ne? Pa imaš pa na levem večina mainstream medijev, ampak vsak govori sicer, da je drugi slab, ne? Ampak utrjujejo pa isti narativ. Ne? In narativ je, če izideš iz tistega, za katerega se ve, da je prvi na polu, ne? Si v jeziku katoliške cerkve ekskomuniciran. To pomeni izobčen. Ne? Skratka, izobčen si z desnega pola, tam nimaš več svojega prostora, ne? Lev te itak nikoli ne bo sprejel in potem pač plavaš nekje v vesolju in se lahko odločiš, da greš v neko zasebno sfero. Ne? Sam sem do tega spoznanja pač prišel in sem si rekel, glej, bom bil v javnem prostoru in bom to povedal, ker mislim, da je treba povedati, dokler bom, potem šel pač v zasebno sfero. Ne. Nimam namena kandidirati, zato se me ne dotaknejo neke izjave, ne bomo te volili, ne morate me voliti, ne, ker ne kandidiram. Ne. Ampak kot sem vedno delal proti toku, ni bilo oportuno se boriti za zasebne šole. Ne. Takrat hoteli so spremeniti ustavo, pa smo uspeli, ne, ampak ta boj je bil dolg 7 let. Ne. Ne? Tudi na RTV-ju verjamem, da bomo uspeli. Ne? Ustavno sodišče še vedno ni odločilo, ampak smo tako dobro peljali zadeve, ne? Vsi skupaj, ne? Da smo jim zatakali zanko okrog vratu in da so pokazali, da je cesar ustavno sodišče golo. Ne? In da se je nek Matej Accetto razgalil v vsej svoji neki oportunosti, ne? In ta človek verjetno zaradi vsega, ker je šel proti pravu drugega mesta, razen na pravni fakulteti, dokler pravna fakulteta ne bo želela priti med top pravne fakultete na svetu, ne bo imel mesta. Ne? In isto bom delal tukaj, dokler bom lahko, zato ker pač to delam v prostem času, od tega moja eksistenca ni odvisna, imam druge in bom to govoril, ne zato, ker bi delal za tega ali drugega. Ne? Zdaj na desnem polu pravijo, da so me kupili neki spet centri moči, tako kot so kupili tudi Logarja, ne? Nihče me ni kupil. Ampak vedno moje, kar sem si želel, je delati tisto, kar verjamem, da je prav. Ne? Sem pa v tem zrastel sem pa, ko sem se enkrat vprašal, tudi v tej oddaji, ne? Kako, s kakšno kritiko jaz seciram Goloba, ne? In s kakšno samo cenzuro seciram Janšo. In ko sem rekel, dajmo biti pošteni, ne? Oba sta politika. Jaz sem pa komentator, ne pripadam ne enemu, ne drugemu. Jaz sem pač tukaj državljan in želim si pač, da živim jaz in moji državljani, v mojem primeru čisto osebni interes, moji otroci, ne, dobro in perspektivno življenje, dajmo pogledati oba enako. In ko pogledaš oba enako, prideš do teh zaključkov, ki jih jaz podajam, lahko se motim, ne, nič hudega. Ampak potem pač vidiš, kako deluje tale samocenzura, ekskomunikacija. Nič hudega, ne, to je del demokracije in prav je, da tako smo pa pač redki, ki plavamo proti toku, ampak kot sem rekel, sem že pri zasebnem šolstvu plaval proti toku in smo uspeli. Ne. In verjamem, trdno verjamem tudi ta del intelektualnih jeder, ki pripada moji generaciji in zdaj vidim, da to vrenje se dogaja na mnogih področjih. Tudi tisti, ki jaz sem v več milijejih, ne. Tudi politično zelo različnih ljudi, to vrenje se dogaja in zaradi tega verjamem, da nam bo uspelo. Ne. Kaj nam bo uspelo, Igor? Zdaj, najkasneje spomladi prihodnje leto pač so redne državnozborske volitve, ne?
po eni strani zgleda, da se veliko dogaja, o čemer smo tudi danes govorili v tem našem pogovoru, po drugi strani zgleda, da bo vse bolj ali manj tako, kot je bilo do zdaj. Se pravi, izbire so nekako zacementirane, a ne, znotraj teh izbir se mogoče kakšna razburkanja, ali bo vendarle kaj drugače? Ja, drugače bi lahko bilo, če bi se angažirali ljudje okrog drugega. Recimo to, kar smo mi počeli, mi smo graditi tretji blok, marginalna stranka v parlamentu, mi smo okrog sebe poskušali združiti vse tiste, ki približno mislijo. In smo širili od krščanskih socialistov do ne vem kaj. To je sicer bilo, pa smo tudi na nek način plačevali to ceno, ki si pripeljal cel kup ljudi, ki imajo samo ego-trip interes, recimo, ali pa samo to, da se kažejo, niso v resnici bili predstavniki resene grupacije. In to je problem, da se je pri nas depolitizirala scena do te mere, da nobeden ni več predstavnik nikogar, razen ene skupine, ki ga plačuje in to zapakirajo v neko PR zgodbo in skrbijo potem, da imidž funkcionira. To je za politiko, za moj okus premalo. Se pravi, da imaš enega ambicioznega posameznika, ki ima malo ambicije, malo ima pa ego-tripa. Se pravi, ego-trip pomeni, da gre samo svojim egom na izlet v politiko, da se tam potem poteši in se vrne. In tega je v slovenski politiki čez dalje več, mislim, tako imenovani politiki. Ni pa predstavnikov nečesa, da ti rečeš grupacija, recimo socialdemokracija v smislu zagovarjanja interesov dela nasproti kapitala. Kaj to strateško pomeni? In kako graditi ta pol političnega prostora skupaj z nasprotniki, liberalci ali pa konzervativci, da okrog tega znaš napletati. Ne to, da rečeš, mi smo tle, imamo 2%, pa bomo dali še 2% unih in se pol povezujejo levica pa recimo zeleni. Ja, ker vtis tak nastaja, pač vtis je recimo združitev levice in Vesne, čemu bi lahko služila. Mogoče je nekdo ocenil, da levica bo imela težave z prestopom parlamentarnega praga sama, in če pa damo še Vesno zraven, bo pa mogoče dosti, pa bo šlo čez. Služila lahko temu najprej, se pravi, levica se je najprej znebila Kordiša. Se pravi, pa levica je edina stranka, ki je uresničila svoj program skoraj polnosti v tej koaliciji. Se pravi, ima izjemno dobro popotnico za parlamentarne volitve, pri čemer se zaveda, da je odbojna kar je dokaj precepirana kot ta skrajna levica, ki jo pooseblja Kordiš, se pravi, je odbojna za veliko večino volilnega telesa in zaradi tega lahko izpade iz parlamenta. Ne doseže tega praga 4%. Zdaj, dale ven Kordiša, potem dobila je noter še to zeleno agendo, ki je zelo na levem političnem polu in v resnici nihče ne naslavlja. Potem s tem se nekako lahko zaklene nek satelit tudi Vladimirju Prebiliču, ker si ga potegnil v levico in si ga dal dovolj skrajno levo, da po eni strani ne ogroža liberalnega volilnega telesa, ki bo šlo na glavni tale prvi obraz, to je Roberta Goloba. In pa nekdo, mislim, ne vem, je bilo prav v tem studiu, ali kje sem zasledil, je omenil še statut levice, da oni imajo, da si lahko samo 2 ali 3, samo 3 si lahko ti poslanc, potem pa ne moreš biti več, mislim, da tretjič rabiš celo 2/3 večino. In zdaj recimo njihovi glavni obrazi so recimo Luka Mesec, ki je tudi po mojem mnenju levico takrat še neko združeno levico, neko so že bili neka itak so že oni nastali kot neka koalicija mnogih manjših strančic. Še zdaj nimajo lahko oni s tem, ko se združijo, sproti še spremenijo ta pravila in ta kadre ohranijo. In druga stvar, ki jo mnogi, ki spremljajo politiko, pozabljajo, v politiki največji problem v državnozborski politiki je kadrovski bazen, ki je izjemno plitek. Skratka, če dobiš ti, s tem, ko ti združiš ljudi, dobiš še enega ali 2 človeka, ki sta pripravljeni nekaj delati, prvesni očitno ta ambicija vsaj pri nekih ljudeh je, ker sicer ta stranka toliko časa ne bi obstajala in zdaj tudi malo bolj vidna zaradi Vladimirja Prebiliča. Zanimivo, medtem ko pri Logarju, po mojem, gre pa za drugo stvar, se pravi združenje Logar konkretno. Konkretno je bistveno slabše percepirana stranka, po mojem, v javnem prostoru kot Vesna, manj ljudi jo pozna, manj aktivna, ima pa, sem šel gledati AIPES, zelo stabilno financiranje.
In ima nekje 80.000 letno, se pravi, s to pripojitvijo dobijo demokrati dodatnih 80.000 evrov denarja, ne? Kar je pri neki novi stranki veliko. Ne? Zdaj, te stranke so si tudi, ki so parlamentarne stranke, so si povečale budžet bistveno in oni imajo milijon plus inkama, s katerim bodo šli na volitve in financirali svoje kadre in celo mišljenerijo. Večina od njih ima še neke, se pravi, svoje think tanke, inštitute, ne, in tako naprej, čez katere pol teče tudi transakcije, ki niso dovoljene, da grejo direkt na stranko. Ne. Tukaj je to ena stvar, druga pa mojem sam message. Message, mi smo dovolj večji od najmanjših, torej smo tako veliki, da konsolidiramo politični prostor, ne, in mogoče celo model, ne, da bi na ta model lažje prepričali, recimo, tle ostajata še dve stranki na desnem političnem prostoru, ki zagotovo ne bosta prišla v parlament, ne. To sta SLS, ki bo doseg, po mojem mnenju, njihov uspeh bo v tem, če bodo dosegli 1% za državno financiranje, ne? In pa Lotrič Fokus, ki ima sicer zelo prave ideje, zagovarja podjetništvo brez ideologije, kar je v resnici tudi fokus demokratov, ne? Ampak jaz jim ne pripisujem kljub velikemu trudu njihovega predsednika, ne? Da bi prišli do 4%. Zdaj, če je njihov cilj, da dobijo stabilno financiranje med 2 in 3%, tam, kar lahko dobijo, pa potem se razvijajo naprej, je to ena zgodba. Ne? Sicer pa je tukaj zdaj model vzpostavljen. Ja. Veš, kaj je edina stranka, kakor vidim, ki ima namero, da zmaga na volitvah in vodi državo in ima koncepte, ki so vezani na državo, kakšnikoli že so, je stranka Svobode. Vsi ostali, ne, to, kot je Peter govoril, imajo idejo preživetja, obstanka. Lih to, kde so. Ne? Zakaj zeleni ostajajo? Zato, ker dva človeka, ki to vota, nekako s tem vegetirata, ampak nimata ona dva ambicije, da bi pripeljala to agendo kot vladno agendo in peljala državo v zeleno smer. Ali pa pol prek države celo Evrope. No, ona dva sta vaška aktivista, ki ima je fajn in jo zelo impresionira, da se pogovarjata z ljudmi, ki so pol v Evropskem parlamentu ali ministri. Pa prišli v Evropski parlament, če bi Prebilič šel potem... Prebilič je šel, ne, v Evropski parlament. Potem bo prišla ta njihova podpredsednica, ne, če Prebilič gre v državno zbor. Ampak to so veš te sitne kalkulacije, ne, o tem, čemer ste prej govorila, Kučan, ko si jih omenil, pa Janša, in to je del te igre, oziroma tudi njune percepcije, ne, ki ste rekel, da se ne strinjaš, oziroma ta del je tist, na katerega sta ona dva, oziroma cikata bolj, po mojem, ne. Veš, da tle so ljudje, ki nimajo odzad konceptov oziroma nimajo predstave o tem, da bi s to državo radi kaj počeli. No. In problem pri vseh teh združevanjih je, da so marginalizatori, ki se borijo za monopolček na še manjšem delu, kot recimo Janša ali pa tisti, ki so na večjem delu. No, skratka, se mi zdi, da namero tisto, a veš, reče Golob, jaz bom 2 mandata, ampak ne gre samo za to, da reče. Njemu vidiš, mater, da on je niskem startu, on bi bil, da njega to impresionira, ima tudi ekipo, ki mu pomaga. Vsi ti ne delajo na ekipah. Oni delajo na nekih kalkulacijah, teh čist mehanskih, ki pa smo rekli, da v Sloveniji ne funkcionirajo, 2 + 2 je 4. Ni 4, v politiki ni 4. No, ampak tle se ne strinjam s tabo, ko govorimo recimo vsaj o tem intelektualnem jedru, ki suportira demokrate. En glavnih vidnih predstavnikov Matej Abel se zelo dobro poznamo in za njega lahko ti rečem, da ima on zelo vizijo in da on v ta projekt mi tudi osebno rekel, Se pravi, ta projekt kot civilna družba, kot stranka so aktiven, podpira izključno zato, ker ima vizijo, kaj bi mogli s to državo narediti. In ta jedra, ki so tam, to imajo. In tu je točno to, kar si ti rekel, da bi se mogla jedra zbrati. Zdaj, ali bo demokratom uspelo vsa ta intelektualna jedra povezati, tega ne vem. Trdim pa, da če jim to bo uspelo, potem pa ne glede na to, kako kaže zdaj 9 mesecev, vse ena dolga doba v politiki, pred volitvami, potem imajo možnost, da postanejo ta tretji blok, ki nekako pošljajo v opozicijo Janša in Goloba. Ampak samo pod pogojem, da bodo znali dvoje. Najprej res brati kritično maso intelektualnih jeder, ki bodo tudi pustili biti intelektualna jedra, ker ti ljudje nikoli ne bodo drugače šli v politiko. In bodo razumeli njihove ideje ter jih znali prevesti v preprostejši politični jezik, ki ga bodo potem zagovarjali dosledno na soočenjih. Potem to šanso imajo
in potem s to državo lahko še nekaj naredimo, ne? Sicer pa te šanse nimajo in vsaj z mojega stališča potem tako, da lahko razmišljam o tem, ali se izselim, ne? Ali bi se pa res nekomu prodal, ne? Če sem malce hecan, ker so mi že rekli, da naj se prodam za neke strankarske biznise, ker tudi tako na koncu tu funkcionira. Ne? Ti imaš polno nekih kvazi neodvisnih medijev, ki so v resnici prodani za politiko, ne? In za tiste drobtine kruha potem oddelajo to in večino političnega prostora je tazga. Ne? In kako tazga človeka prepoznaš, pogledaš, poveš vse stranke v parlamentu, pa še bistvene playerje in vidiš, a ima kdo stalno protekcijo. Ne? In praktično tu zelo hitro identificiraš, do komu pripada. Zdaj, oba sta rekla, ne, ti že na začetku, v bistvu Peter, ti pa tudi kasneje Igor, oziroma zdaj, ko si rekel, da je Golob stranka Svoboda edina, ki gre na volitve zato, da bo odpol državo. Ne. Ti tudi, Peter, si rekel, Janši ni zato, da bi pač... On je sam rekel, da če ne bodo imeli dovolj večine, pač bodo v opoziciji. To sem hotel zdaj čisto za konec svoje vprašati. Ne. Ko Janša reče, mi bomo šli v koalicijo z volivci, ne. A je to zdaj že na nek način upravičevanje tega, da bo prihodnja vlada, če bo sestavljena brez njega, ali kaj to pomeni, ko on gre v koalicijo z volivci? Jaz mislim, da je ocenil to, da med strankami nima s kom to koalicijo, ker so se ga vsi tako odpovedali. Vsi govorijo, da ne bojo šli. On se je pač tega zavedal. To je ena. Druga stvar je pa tudi izkušnja, ki jo je imel v dosedanjih vladah, zlasti v zadnji, da vsi ti, ki grejo na nek način z veseljem ali pa s kakorkoli s figo v žepu v njegovo koalicijo, ga potem, ko je konc vlade, napadajo in se od njega distancirajo in razlagajo, kako je največji problem. Se pravi, za njega je po tej oceni najboljš, da dobi 50% plus en glas, da se stavi vlado sam, ne, to, kar je tudi Peter govoril, ampak v Sloveniji zaenkrat kaže to, da je bolj program za to, da ostaneš v opoziciji, kot pa, da bi resno lahko prišel sam na vlado. Ne. Jaz mislim, da to je v bistvu dokaz, da se Janez Janša zaveda, da je šibak, ne? Ker vseeno se je že kar postaral, dolgo časa je predsednik in če želi ohraniti svoj monopol, mora požgati cel desni pol. Ne? In koalicijo za volivci pomeni, ne, nikomor ne bomo pomagali, se pravi, sporočilo volivcem je sledeče, če želite, ne, tu pa je bolečina desnega pola in to je tisto, kar sem rekel, da on ne dela v interesu desnega pola, čeprav tu govori, ne. Če želite svojo bolečino, da ne vladate rešiti, potem morate dati vaš glas meni, če tudi vam morda v svoji retoriki ali katerikoli svoji lastnosti pač nisem všeč. Ne? Ker samo potem, ne, bom jaz imel vlado, sicer bom pač jaz še naprej v opoziciji. Ne? Tukaj te postavijo na to manipulativno izbiro in še na eno manipulacijo Janeza Janše bi pa opozoril na kongresu. On je rekel, da imajo na stotine ljudi, ne, kadra, ne, da oni imajo, sicer je res tu stranka z največjim kadrom, ne, da imajo na stotine ljudi, ne, ki lahko vodijo državne podsisteme. Zdaj jaz ne vem, a se je kaj spremenilo od leta 2022, ko sem bil predsednik programskega sveta, ampak moram pa povedati takrat, ne, cel politični pol, ne, desen, ne, ni uspel dostaviti niti enega odgovornega urednika. Ne. Pač, tako da kadrovski, se pravi, ko Janez Janša, ne, vlada, kljub temu, da je najmočnejši kadrovski, ne, ima kadrov ravno dovolj, da zapolni ministrstva, kabinete in UKOM. In potem mogoče takrat še SJOL. Ne. Potem pa mu zmanjka kadrov. Ne. Skratka, recimo Uroš Urbanija je lahko prišel na RTV šele, ko je Janez Janša, ne, šel v opozicijo, ne, ker ga ni več rabo na UKOM-u. Toliko o tem, kako močan kadrovski pol, kadrovski bazen ima SDS, ne SDS, celotna desnica ima premehen kadrovski bazen, da bi lahko zasedla vse ključne podsisteme države in nekaj spremenila. Ne. In zaradi tega, ker so mi tako mehna država, sem o tem razmišljal, kaj pa je rešitev. Ne. Rešitev, da nek tak tretji blok uvede profesionalno uradništvo. Ne? Tako kot so profesionalni veleposlaniki, ne? Neka mehna kvota je lahko iz političnih, profesionalno srednje uradništvo, da se naredi tudi neko izobraževanje s te ljudi, ne? In da so to resnično profesionalni uradniki, ki niso vezani ne na levo, ne na desno, ne na eno tretjo politično stranko, ker samo tako bo ta država za našim 2 milijona nas je, ne? Kadrovskim bazenom lahko funkcionirala v dobro državljanov, ne v dobro Janeza Janše na desnem ali pa Milana Kučana na levem polu. Ne? Okay. Dr. Igor Lukšič, dr. Peter Gregorčič, najlepša hvala za vsa vajina nocojšnja pojasnila. Jaz mislim, da smo dobili kar nekaj kosti za glodati, veliko stvari za premisliti, z veseljem še kdaj. Za tokrat pa, drage gledalke, spoštovani gledalci, najlepša hvala za to, ker ste nas spremljali in pa seveda kot zmeraj lahko noč in srečno.